Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Pravijo, da če se imata dva rada, da se tudi prepirata. Pa poglejmo, če je temu res tako. V odnosu, pa kateremkoli že, pride včasih do razhajanja mnenj, do različnih pogledov na neko zadevo, do različnega stališča. In takrat je treba ta mnenja, ta stališča nekako združiti oziroma uskladiti, zaradi tega, da gremo lahko potem z odnosom naprej. Imamo tri možnosti. Ena možnost je pogovor, druga možnost je debata in tretja možnost je prepir. Prepir je, ko jaz hočem nadvladati, ko hočem za vsako ceno ali za določeno ceno imeti prav, ko ne odstopam od svojega mnenja, od svojih stališč. Ampak oseba na drugi strani ima ravno tako svoje mnenje, svoja stališča in od tega ne odstopa. In če jaz hočem zmagati, moram izkoristiti to municijo, ki jo imam. In najboljša municija je, da osebo ponižam, naredim krivo, ji naložim odgovornost in privlečem, da bo še močnejše zgodovino, kaj v preteklosti vse ni bilo v redu. Ampak tudi druga oseba se ne bo dala kar tako in bo lahko uporabila iste stvari zame. In mi bo naložila krivdo in odgovornost in povedala, kaj vse iz preteklosti ni bilo v redu z mano. In to se stopnjuje. Enkrat ena oseba dobi bitko, potem druga dobi bitko, potem prva dobi bitko, pa druga dobi bitko. Koliko daleč to gre? Toliko, da nekdo odneha. Nekdo more odnehati. In v prepiru je zelo veliko čustvene energije, je zelo veliko razburjenosti, je zelo veliko stiske, je zelo veliko odločenosti, hočem zmagati. In potem se te čustvene energije pomirijo. Lahko, da smo ranjeni, lahko ugotovimo, da smo šli predaleč, lahko ugotovimo, da je šel partner predaleč. In rabimo čas in ta čas nas umiri in potem pride do sprave. Slej ko prej mora priti do sprave. Ampak po prepiru imamo mi še en večji problem, kakor smo ga imeli pred prepirom. Pred prepirom bi mogla uskladiti samo najino mnenje, po prepiru morava pa še zgladiti prepir. Se pravi, morava zaceliti, pozdraviti te rane. In takrat pride do opravičevanja. Oprosti, nisem tako mislila, oprosti, sem se razburil, ti si kriva, da sem se jaz tako razburil, ali pa ti mene spravljaš v tako stanje, da se ne moram obvladati. Pa je čisto vseeno, ali gre za njega, ali gre za vas kot žensko. Ampak rešila nista nič. In šele potem, če se uspeta sploh pogovoriti, lahko rešita to nesoglasje oziroma to različnost nekega mnenja, neke želje, rešitev nekega problema. Se pravi, v prepiru nismo naredili nič, samo ranili smo se. A prepir se konča tudi tako, da se potem o začetnem razhajanju, o začetnem problemu, o začetnem različnem mnenju ni treba pogovarjati. Se pravi, s prepirom se mi izognemo nečemu. In spet nismo rešili ničesar, spet smo tam, kjer smo bili z novimi ranami. Torej, s prepirom ne pridemo nikamor. Ampak zakaj se mi prepiramo? En vzrok je to, da smo mi od tega lahko navajeni doma.
Če ste odrasli v družini, kjer je bilo veliko prepira, potem je to edini način, ki ga poznate, da se reši nek problem. V smislu, da se reši, pa se ne reši. Ampak noter v nezavednem je prepričanje, če se jaz ne bom postavila zase, če ne bom glasno povedala, kaj jaz hočem, zahtevam, kaj se meni zdi, potem tega ne bom dosegla. Se pravi, gre že za nek strah, gre za neko prepričanje. Če jaz tega ne bom izsilila, če jaz tega ne bom jasno zahtevala, potem tega ne bom dobila. Se pravi, osnova je nek strah. Pa to zelo preprosto povedano. Drug način je, da če jaz ne bom zmagala, če ne bo po moje, če ne bom imela prav, potem pomeni, da nisem dovolj dobra, da nisem dovolj vredna. In tudi tukaj je osnova slaba samopodoba oziroma strah. Ker če jaz ne bom dovolj dobra, me ljudje ne bodo cenili, ne bodo hoteli biti z mano in potem bom čisto sama in tako naprej in se mi bo kaj strašnega zgodilo. Ampak vse to se dogaja v nezavednem. In mi ne prisluhnemo sebi in zato tega ne vemo. Tretji način, zakaj se prepiramo, je zato, ker preprosto moramo imeti prav. Moram imeti prav in more biti tako, ker edino tako je prav in nič drugače. Gre za preprosto imeti prav, ne glede na vse. In tudi tukaj zadaj je strah. Če ne bo po moje, če ne bo po mojih pravilih, potem se bo nekaj hudega zgodilo. Prepiramo se tudi zato, ker hočemo drugega spraviti na to, da bo ravnal tako, kot jaz hočem, zato ker je edino tako prav. Zdaj prejšnji vzrok in ta vzrok sta si zelo podobna, ampak ne bomo šli zdaj tako v podrobnosti. Se pravi, moja pravila, moja prepričanja, moje mnenje je edino pravilno, ustrezno in takrat bo vse v redu. Ampak tudi druga oseba ima v svojem nezavednem, v svoji podzavesti prepričanja in čustva, ki sprožajo to, da reagira tako, kot reagira. Kako lahko drugače rešimo en problem, kako se lahko drugače uskladimo? Bolj konstruktivna od prepira je debata. Debata je, ko ne kričimo, ne drugega človeka ne ponižujemo, ne razvrednotimo, ne spravljamo zgodovine na dan, ker zgodovina pride dostikrat prav, kar priznajmo si, ampak drugega prepričujeva. Jaz vem, da je to tako in nimaš prav. In druga oseba reče, ne, to ni tako. In jaz pravim spet, to je tako zaradi tega in tega in tega in tega. In druga oseba reče, ne, jaz vidim to, stvari so takšne in takšne in takšne in takšne. Zakaj pride do tega? Oba govoriva o isti stvari, vendar v debati hočemo videti samo en del realnosti. Samo en del, tisti, ki nam ustreza. In to je prepričevanje. In prepričati prepričanega se ne da, zato ker so zadaj čustva. Prepričanja se ne spreminjajo zato, ker nas nekdo prepriča v drugo stvar, ampak mi spremenimo prepričanje takrat, ko uspemo
svoja čustva toliko obvladati, se pravi, ko smo notranje toliko mirni, da smo sposobni vpogleda z druge strani. In takrat mi lahko razumsko rešimo nek problem. Prej ga pa rešujemo čustveno. Ne glede na to, s kakšnimi argumenti mi prihajamo na dan, so spodaj vedno čustva. In tretji, najustreznejši način je pogovor. Pogovor izgleda tako, da jaz povem moje stališče, jaz vidim stvar tako in tako, bojim se, da če ne bova tega naredila, ali če bova to naredila, ali če se bo to zgodilo, ker ne bova nič naredila, se bo zgodilo to in tega se jaz bojim. In druga oseba bo prisluhnila mojim strahovom in bo povedala, poglej, jaz to vidim drugače, če bova midva to naredila, se jaz mislim, ali pa se tudi jaz bojim, da se bo zgodilo pa čist nekaj drugega. In takrat jaz prisluhnem drugi osebi in rečem, aha, on tako čuti, on se tega boji, ampak poglejva zdaj, kaj se pa v realnosti pravzaprav lahko zgodi. Kako to izgleda v praksi? V praksi izgleda to tako, da je pogovor mogoč med osebnostno zrelimi ljudmi. In zdaj smo pri osebnostni rasti. Kaj je osebnostna rast? Osebnostna rast je to, da znanje, ki ga mi dobimo iz izkušenj, knjig, pogovorov, delavnic, predavanj, spravimo v prakso. Se pravi, osebnostna rast je to, da mi v življenju imamo drugačen pogled, drugače reagiramo, vidimo širšo sliko. Nas stvari manj vznemirjajo, ne bežimo od problemov. Nek problem ali neko stisko zaznamo, jo vidimo in jo ne rešujemo v afektu. To je cilj osebnostne rasti. Da smo bolj učinkoviti in bolj produktivni in mirnejši. Za katero stvar se boste vi odločili, je odvisno od vas. Jaz nimam vpliva na to. Ampak kaj lahko naredite, če se zdaj s partnerjem veliko prepirata? Najprej to, da se umaknete in pogledate, kaj je v vas. Kaj pravzaprav hočete doseči s prepirom? Česa se bojite? Kako se počutite, če to ne bo? Zakaj? Ali hočete, da vas nekdo reši, pa vas ne more rešiti? Ali ste negotovi v sebi? Ali imate tako veliko skrbi, da želite, da nekdo del teh skrbi prevzame? Ampak to se ne naredi na silo, ker prepir je sila. Prepir je boj. In z bojem ne dosežemo nič. Jaz vas vabim, res vas vabim, da preberete knjigo Čarobni odnos. To ni knjiga, kjer piše, in potem sta se poročila in živela srečno do konca svojih dni. V tej knjigi piše, kako mi lahko spoznamo sebe, kako mi lahko spremenimo en delček sebe, ki nam dela težave, kako mi lahko postanemo mirnejši, kako lažje je potem življenje. In čarobni odnos ne gre za partnerski odnos. Čarobni odnos gre za odnos samim sabo. To, da se sprejmemo takšni, kot smo, to, da si znamo odpustiti. V knjigi Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz
so opisani odnosi. Ne gre samo za to, da nekoga označimo in pokažemo s prstom, ti si kriv, ker si toksičen. Ne, sploh ne gre za to. Gre za to, da mi spoznamo v sebi, kaj prenašamo, kaj se nam zdi ustrezno, zakaj ugodimo drugim, kaj je pravzaprav v meni. In v tretjem delu, kako moja notranjost in kako njegova notranjost vpliva na najin odnos. In šele takrat, ko sta sposobna pogovora, takrat bo vajina veza postala boljša, varnejša, bolj ljubeča in bolj bosta povezana. Zakaj? Zaradi tega, ker si lahko zaupata. Ker si lahko zaupata tudi takrat, ko sta ranljiva. Imejte se radi, poskrbite zase, najprej poskrbite zase in potem bo precej vse drugače. Srečno in kmalu se spet vidimo, slišimo.